Gospod Zver, dober večer. Kaj pomeni odločitev evropskih poslancev za Evropsko unijo in Združeno kraljestvo? Najprej lep pozdrav iz Strasbourga. Glavna težava je zagotovo negotovost po včerajšnjem glasovanju v spodnjem domu britanskega parlamenta. Evropska unija spoštuje odločitev Britancev o izstopu, a jih je zdaj tudi čaka, da se sami izjasnijo, kaj želijo. Včeraj je britanski parlament povedal, česa si ne želi, ni pa se izjasnil o tem, kaj želi. Negotovost v času, ko so pred nami evropske volitve in prihajajoča gospodarska kriza, zagotovo ni dober obet v tej negotovi situaciji. Danes bi predvsem evropski trg potreboval neko gotovost in stabilnost, zmešnjava okrog Brexita pa je vse prej kot to. Naj ne omenjam niti negotove situacije skoraj 4 milijonov državljanov Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu in bi trd izstop iz Britanije iz Evropske unije najbolj prizadel. No, dogovor, ki ga je za Evropsko unijo izpogajal Michel Barnier, je dober in predvsem omogoča urejen izhod Velike Britanije iz Unije ter postavlja vse temelje za dober prostotrgovinski sporazum med obema stranema, ki bi zminimaliziral negativne učinke izstopa na obeh straneh. Prepričan sem, da Mayevi na drugi strani ni spodletelo pri dogovoru, ki je sicer ugoden, predvsem za Veliko Britanijo, ampak je spodletelo predvsem pri predstavljanju realnosti Brexita, ki je vse prej kot to, kar so predlagatelji izstopa obljubljali v kampanji pred več kot 2 letoma. Zdaj se kaže tista realnost, pred katero smo nekateri opozarjali že mnogo prej. Ja, gospod Zver, kje se bodo po vaše pojavile glavne težave, če ne bo takšnega sporazuma? Vsekakor je včerajšnja odločitev britanskega parlamenta, spodnjega doma, prinesla kar precejšnjo razočaranje tudi med evropske politike. To se je kazalo tudi danes v politični razpravi na to temo. Lahko rečemo, da je Michel Barnier, ki je vodil pogajanja s strani Evropske unije, zelo dobro razložil, da je bil prvotni namen 2-letnih pogajanj zmanjšati težave na obeh straneh, predvsem pa zmanjšati težave, ki bi jih imeli državljani, ki živijo ali v Veliki Britaniji ali v Evropski uniji in ki se jih Brexit najbolj dotika. Tukaj je Evropska unija veliko popuščala, bila pripravljena pomagati tudi na drugih ravneh in lahko rečemo, da je dogovor, sporazum, ki je bil sklenjen in že potrjen, ratificiran praktično pri vseh evropskih vladah, državah članicah in pa v vseh 3 evropskih inštitucijah dober in nujen za obe strani. No, zgodilo se pa ravno obratno. Britanski poslanci so se odločili za najslabšo možno odločitev ta hip, torej bili so proti dogovoru, sedaj nas čaka ali trdi izhod, ki bo prinesel veliko slabosti obema stranema, predvsem pa Britanci, ki so v tem odnosu šibkejši. In videli bomo, kako bo danes prestala tudi premierka Mayeva nezaupnico. Lahko se zgodi, da jo bo preživela in bodo s tem dali možnost, da do naslednjega ponedeljka pripravi svoj plan B in ponedeljek bo tudi britanska javnost, če bo do tega prišlo, lahko izvedela, kakšni pa so sedaj načrti Britancev, kaj sedaj oni ponujajo, ko so zavrgli že dosežen dogovor z Evropsko unijo. Ja, doktor Zver, samo še zadnje vprašanje. Ali nas zdaj čakajo nova pogajanja z Združenim kraljestvom? Ali je mogoče celo govoriti o novem referendumu o Brexitu, glede na to, da so pozivi po njem tudi na otoku vse glasnejši in glasnejši? Danes so bile zelo zanimive razprave v Evropskem parlamentu, tudi strani voditeljev nekaterih političnih skupin. Manfred Weber, vodja Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, je na primer dejal, da ni naklonjen dodatnim pogajanjem, da bi Evropska unija še dodatno popuščala Britaniji pri sporazumevanju o načinu izhoda. Tudi nekateri drugi poslanci so zavzeli malo bolj trdo stališče do tega vprašanja. Ni pa izključeno, da v prihodnosti ne bi Evropska unija dala neko koncesijo tudi sedanji britanski vladi pod vodstvom Mayeve, zlasti dejstvo, da backstop ne bi bil permanenten. To se mi zdi pomembno in če pa bi res prišlo do padca vlade, čiste zamenjave kabineta, pa je možen tudi drugi referendum,
ponovni referendum, kar bi seveda malo omadeževalo to britansko demokracijo, na katero so tako zelo ponosni. Vendar je mogoč. To, da ne pozabimo, ankete danes kažejo podobno sliko kot tiste, ki so bile pred 2 letoma pred Brexitom. In Brexit je takrat uspel. Lahko bi se zgodba ponovila. Danes je eden od krivcev za Brexita, Nigel Farage, dejal, da če bi se to zgodilo, ponovni referendum, da zagotavlja, da bo rezultat enak ali še slabši v korist unionistov. Vsej tej paleti možnosti izhoda iz te krize obstaja še ena. Nova vlada bi lahko se odpovedala členu 50, to možnost je dalo tudi Evropsko sodišče, s čimer bi pridobila na času in čez nekaj časa ponovno sprejela ta sklep in praktično bi dobili novo obdobje za novo pogajanje z Evropsko unijo. Seveda pa v tem primeru bi Evropska unija morala biti za. Doktor Milan Zver, hvala za vaša pojasnila in seveda lep pozdrav v Bruselj.